Hej, dobrodošli tokrat v moji pisarni. Danes ne grem na teren, ampak bom pa pogledal vaše vožnje, vaše trase. Poskrolal bom Wheel of Cycling Slovenija, klub na Stravi, pa bom malo videl, kako kaj praznujete Škodinih 130 let. To poletje je najbolj aktivna nagradna igra, v kateri lahko osvojite repliko zelene majice za najboljšega šprinterja na dirki po Franciji, lahko osvojite kolesarsko majico, kolesarski nahrbtnik ali pa termobidon. Mater, meni bi letos ta termobidon kar prav prišel, ker je res vroče, jaz sem pa sam te tamale. Jaz sem naredil že en tak izbor vaših tras in grem čisto po enem takem naključnem vrstnem redu. Teo Špeh je naredil točno 130 km in z 1500 višinci, štartom in ciljem v Ljubljani, gre do Škofje Loke in na Katarino, potem dol do Žiri se kar lepo vzpenja in do Vrhnike leti, ne? In pa sam še ravnina nazaj do Ljubljane. 130 km, luštna, ni najbolj enostavna tura, ni pa tako najbolj zahtevna. Tako da Teoš, vsaka čast, super ride. Pa všeč mi je tvoja slika na Stravi. Naslednji, Boris Repnik. Tole pa že v imenu piše, da je kar dolga tura. Vinje, Kamnik, Komenda, Cerkleno-Gorenjski predvor, Kranj, Škofja Loka, Zbilja, Vodice, Mengeš, Kamnik in domov okoli. Všeč mi je, Boris, da si vidim na koncu, da si naredil še malo krogov, zato da si res prišel čez 130 km, da res praznuješ Škodinih 130 let. Tako da bravo za napor, za trud. Zdaj, po profilu mi je zanimiva trasa, ni toliko naporna, na začetku se malo spenja, najbolj zoporen del je tukaj od predvora do Bašla, kjer sva šla tudi midva s Tamaro tja. Pol pa en tak ful dober spust tukaj od Tenetiš do Kranja je tako res dobra cesta, tle je res tak fajn leti, še posebej, če imaš dober veter. Pol večinoma spust, tle Škofja Loka, Medvode, na Mengeš in potem nazaj čez Domžale, tle pa je en tak lušten klanček, Sveta Trojica. Tle te malo preseneti, pol ko že narediš dobrih 100 km, greš v tale klanc, pa dol in tukaj te kroge, da narediš 130. Boris, bravo, full dober ride, tole bomo enkrat sprobali. Preveč Francijo gledam, očitno ga je tur res napalil in je šel na 150 km vožnjo, štartom in ciljem v Radovljici, da v bistvu gre na Jezersko, čist tak klasičen ride, spode gre mimo Krope, pod Brezje, potem čez Naklo, se Kranja izogne, gre direkt na Jezersko, nazaj dol in zdaj spet tukaj, lahko bi šel direkt domov, ampak ne. Jernej pravi, da preveč tur gleda in pa seveda tudi se želi sodelovati v 130 km nagradni igri in je šel čez Begne, gor do Završniškega jezera, naredil tole lepo slikco, se malo posončal in šel nazaj čez Lesce in domov v Radovljico. 150 km. Ko je Jernej delil tole v klubu Wheel of Cycling Slovenija, je zraven napisal, tole bom pa čutil jutr. Jernej, povej nam, koliko si res pol to čutil. Jernej Kusar je poskrbel, da gremo še malo na drug konc Slovenije in je šel na Cedevito pa nazaj. S Ptuja naredil 135 km, čist malo čez 1000 višincov, kar je za moje pojme idealna trasa. Tako da kdor bi rad čim bolj na ravninskih 130 naredil, tale trasa, ki jo je naredil Jernej Kusar s Ptuja pa nazaj na Ptuj. Nino Ornik, wow! Model naredil je skoraj 170 km, to je njegova najdaljša vožnja v njegovem rajdu, kar pravi Strava. Vsaka čast, ampak ko je delil tole v klubu Wheel of Cycling Slovenija, je Nino zraven napisal, nimam za vlak. Zdaj pa ne vem, a to pomeni, da ni imel za vlak, ko je šel nazaj, pa je mogel še nazaj s kolesom, ali namesto, da bi šel z vlakom, je šel 170 km, pa je malo prišparal. Tako da v vsakem primeru, Nino, kapo dol, hud ride. Ampak po dolžini je pa tole rekordno, pa ne samo po dolžini, tudi po višincih. Davor Remec je šel s kolegi okrog Triglava, skoraj 200 km, 3 ure 300 višincov in pa kar je bilo najbolj zanimivo, 29. junija je bilo vroče, 38 stopinj po dolini Trente, wow, poglejmo to, torej start in konec v Tolminu, na Soriško planino gor, tam, ko so še tudi midva z Lukatom, potem na Bohinjsko Bistrico in do Bleda, čez Gorje, Kranjska Gora, Vršič, nazaj v Bovec, pa se potem spet v bistvu samo spustiš še do Tolmina. Wow, fantje, kapo dol za tale ride, tole pa može biti kar malo pripravljen. Orang. Eva Domitrovič je naredila ful lepo vožnjo iz Velenja pa nazaj, pa na Logarsko. Tukaj mi je pa ful všeč profil te trase.
Če tam pogledamo, kako lepo gre na začetku mal nadol, en mali klanček, potem se vzpenja vse do Logarske doline in naslednja polovica se pa potem sam še spuščamo, en mali klanček, pa se spet malo spenja do konca, do Velenja. Eva, full override, tole moram sprobati, pa vem, da si imela gumi defekt, upam, da si se zrihtela. In pa wow, top fotka je ratela v Logarski dolini. Vsake čas vsem, ki praznujete Škodinih 130 let, tako da boste 130 km plus, moram en posebej video narediti za vse tiste, ki ste v bistvu šli na morje, pa tudi jaz ste mene malo zaaktivirali, zmotivirali, da bom tudi jaz šel s kolesom na morje in s tem naredil 130 plus km. Pa ne pozabite, ni dovolj, da samo objavite vožnjo na Strava klubu We Love Cycling Slovenija, ampak se treba tudi prijaviti na škoda.si poševnica kolesarjenje. Absolutno vse, kar vidite, kaj morate storiti, piše, obrazac je, prijavite se in da vas lažje potem tudi kontaktiramo, ko boste dobili nagrado. Gremo voziti. Škoda.